Lepo vas vse pozdravljam v imenu rojenoga odrešenika na že trečo adventno nedelo. Dve smo že dali skozi, dnes je že treča in pričakovani prihod se bliža koncu. To pričakovanje toga prihoda se bliža k izpolnitvi. Kako ti doživljaš? Kako ti preživljaš te čas čakanja? Gdje je tvoje vipanje? Je tvoje vipanje usmerjeno v pravo smer, v pravo stvar? Je tvoj mir osnovan na pravih temeljih? Je trden na pravom mestu? V kom je tvoje veselje? Gdje črpaš tvojo ljubezen? Advent je ne samo čas pred Božičom, ne samo priprava na Božič, pač pa je namen adventa dosta širše. Dosta širše je usmerjene tu naprej, daleč naprej. Najprej nas advent spominja na preteklost. Tisto, ko se je zgodilo v zgodovini, na korak, šterega je Bog včinil v preteklosti za človeka, za celo človeštvo. Advent nas spominja, no razmislimo, ko je tej korak pomenil za Boga. Ko je tej korak pomenil za njega in ko tej korak, Božji korak pomeni za mene, za tebe osebno. Advent nas spodbuja, naj se zavedamo, kako je Jezus Božji sin prvo pa prišel kot človek v vsej svojoj skromnosti, v vsej svojoj ponižnosti, nebogljenosti za voljo toga, kaj bi leko popolnoma razmo človeka, kaj bi leko popolnoma razmo človeštvo, mene in tebe. Advent nam sporoča tu, ko pomeni živeti v sedanjosti. Ne samo preteklost, ko se je zgodilo, pač pa nam sporoča, ko pomeni to živeti gnes. Živeti gnes, biti v toj nenehnoj povezavi z Jezusom, vsaki dan znova in znova živeti tako, kot Bog pričakuje od svojih otrok. In znate, da je to v naše življenje resnično to živo, da je to tako pristno, ti skozi mene in skozi tebe Jezus živi na tom svete. Jezus živi na tom svete. Zdaj, ne eno v bodočnosti, pač pa skozi mene in tebe, zdaj je Jezus tu prisoten. Advent pa nas spomina tu na bodočnost. Nadaljno prihodnost, to je čas, da se pripravljamo na Jezusov ponovni prihod po vse njegove. Čakamo tisti trenutek, da nam prineso dokončno odrešenje. Od vsej te navali, štere se tu dogajajo, od vsej te problemov, težav, bolezni, šterimi se srečavamo, znate, ti mu odišli z njim. Tak je on že. Ti mu odišli ta v njegovo slavo, vsi njegove zveste služabnike. Ne zveste služabniki njegovi ne doprišli ta, samo zveste njegove služabniki. Do mu prišli ta v njegovo slavo. Torej, advent ima sporočilo za nazaj, ko se je zgodilo, za zdaj, kako naj ges in ti živeva in tudi za jutro, za bodočnost, za večnost, ko nam prinaša poslušnost ali neposlušnost Božoj besedi. To mi ko Bog pravi. Treča adventna nedela. Ko je sporočilo treča adventne nedele? Veselje. Veselje. V Novoj zavezi je veselje omenjeno več kot 50krat, v celoj Bibliji pa več kot 220krat. In iz tega lahko sklepamo, kaj je to Božji dar človeštve, človeki,
in če gledamo v Galačanom 5, to vidimo, kaj je to drugi po vrsti v opisi sada duha. Prvi je ljubezen, drugi je veselje. Sad duha pa je. In tu je zavzeto tu veselje. Torej pravo veselje, ne nekaj zunanjega, ko nam dnešni čas, ko nam dnešni svet predstavlja, ko dnešni svet postavlja na prvo mesto, pač pa je to v življenje človeka delo Svetega Duha. To pravo veselje je delo Svetega Duha v mojem in v tvojem življenju. Prvo sporočilo, štero je prišlo iz nebes, da se je Jezus narodil, je bilo: ne bojte se, glejte, oznanjam vam malo veselje, ne, veliko veselje, haleluja, ki bo samo za ništerne, ne, za vse ljudstvo. Ki bo za vse ljudstvo. Vipanje je bilo v Izraele že prlej, kada prišel Mešijaš. To vipanje je bilo živo, zavolo toga, ka preroke so od toga gočale. To vipanje je bilo živo. Zdaj pa je bil na zemljo prinešen mir in pa veliko veselje. Zavolo toga, ka se je rodila ljubezen. Rodila se je ljubezen. Jezus, Božji sin se je narodil. Bog je ljubezen, pravi ena pesem. Naša prekmurska. Prejšnjo nedeljo smo govorili o načinu, kako je Jezus poslal svoje učence na njegovo prvo samostojno misijsko pot. Poslal jih je opremljene z močjo in oblastjo za delovanje v tom, za koj jih je on poslal. Imeli so moč in oblast, znači popolno opremo za to, za koj so bili poslani. Poslal pa jih je tudi brez materialnih, brez zunanjih potrebčin, leko bi pravili to, brez nepotrebne prtljage, štera bi jih ovirala pri njihovem osnovnem poslanstvu. Zavolo toga, ka Jezusovo zagotovilo njim je bilo, kada za vse njihove potrebe poskrbljeno. Dragi moji, to je bil test vere, test zavipanja njeme. Test zavipanja, biti popolnoma odvisen od njega. In posebej za Petra je bil to način, ka razme to, ko njimi je Jezus pravo ob njunom prvom srečanju. Ka razme to, za koj ga je on izbral. Ka razme to, ko je njegova naloga. In Peter, znate, je ne bil samo nekak izmed te skupine, pač pa, tako smo zadnjič prešteli, je bil Peter prvi. Znate, tiste, šteri je prve, se mora tudi prve včiti. Prve navčiti principe Božjega delovanja. Tiste se mora tudi prvi navčiti to, ko Bog pričakuje od njega, od tistih, šteri so njegove. Bil je v skupini tistih, šteri so bili prve testirane. Znate, apoštole so te test dobro upravili. Dobro so ga upravili. Dobro so napravili te prve izpit. Dobro so ga upravili in po vrnitvi so Jezuši poročali o njovi doživetjaj na toj poti. V Marki 6. 30. veršu štok štejmo. Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in učili. Znači, poročali so njime, ko se je dogajalo na toj njugovoj prvoj misijskoj poti. In nemamo nikšega zapisa, ka bi one imeli kakšne koli probleme zavolo toga, ka so ne smeli si vzeti svojih osebnih stvari. Nikšega zapisa od toga nemamo. Poskrbljeno je bilo za vse, ko so nucali.
Jezus jim je na tej način sporočil, na tej način jim je pokazal, na tej način jim je dokazal, kaj so one dragocene v Božjih očeh. Božji služabnik je dragocene v Božjih očeh. In čez nekaj časa je Jezus te isti eksperiment, te isti test ponovo še z dodatno skupino. Na isti način je poslal še eno skupino svojih sledilcev. In pogledamo, kako je ta skupina bila poslana in kako je opravila svoje poslanstvo. Lahko vstanemo in preštejmo Božjo besedo v Lukovom evangeliji v 10. tale od 1. do 11. vrstice in te še naprej od 17. do 20. vrstice. Luka 10 od 1 do 11 in pa še od 17 do 20. Potem je Gospod določil še drugih 72 in jih poslal pred seboj, po 2 in 2 v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval priti. Rekel jim je, žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite, pošiljam vas kakor jagnjata med volkove. Ne nosite seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte. V katerokoli hišo pridete, recite najprej mir tej hiši. In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir, če pa ne, se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite, ter jejte in pite, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne hodite iz hiše v hišo, v katerokoli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Uzdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite, približalo se vam je Božje kraljestvo. V katerokoli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recite, tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas, vendar vedite, da se je približalo Božje kraljestvo. In razplet toga dogodka, 17. verš pa naprej, 72 so se veseli vrnili in govorili, Gospod, celo demone so nam pokorni v tvojem imenu. In rekel jim je, gledal sem Satana, ki je kakor blisk padal z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč in nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvoju dragu svetu reč, štero si njal nam tu kog vodilo, pomori nam jo razmeti, pomori nam jo sprejeti za svojo. Gospod, rejno je ne da samo informacija, poč pa noj tvoja reč bo tista, štera da je napravila spremembo v vseh naših življenjah, tom, ki je to potrebno. Duh Sveti, dotekni se vsakoga našega življenja. Kada za istino tvoj sad tebe, Duh Sveti, viden v vse naše življenje. In daj nam modrosti, ko živimo tebe ta dano življenje. Amen. 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 Ga povem to, vse te besede, vsa ta poročila, vse to nam goči od adventa. Leko povemo, kaj je to moj, kaj je to tvoj advent, čas čakanja, pričakovanja toga, ko prihaja, toga, ko pride. Prejšnji dogodek nam je sporočil, koliko pričakujemo, da vržemo, da popolnoma zavipamo tome, ko nam Bog pravi in to včinimo. Tej dogodek
pa nam prinaša drugo sporočilo. Naslednje sporočilo, koliko čakamo, koliko pričakujemo, da smo poslušni njemu, da delamo v vere, v popolnem zaupanje njemu to, ko nam naroča. Naloga teh 72 je skoraj identična tistoj, štero so dobili 12. Bar poglednemo. Važno je, kad razumemo, kad Bog vsem nam dava isto nalogo, isto osnovno nalogo, isto osnovno sporočilo je za vse nas. Približalo se vam je Božje kraljestvo. To je bilo to, ko so ta druga grupa, teh 72, ko je dobilo naročilo, ko naj oni oznanjajo. In v Mateji 10. tale 7. veršu štok štejmo, spotoma pa oznanjajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. To je pa je bilo naročilo 12. Dragi Božji otrok, Božji služabnik, Božja služabnica. Pogledajmo še malo nazaj, v Božjo besedo. Matej 3. tale, druga vrstica, to piše, Janez Krstnik je oznanil to, ko zdaj prešten. Spreobrnite se, kaj ti približalo se je, ko nebeško kraljestvo. Vidimo 3 različna mesta, gdje je isto bilo oznanjano, gdje je bilo isto sporočilo prinašano ljudem. In Jezus dava isto sporočilo svojim učencom, štero ga naj širijo. Naj širimo, tudi mi. Marki 16. tale 15. veršoš. Poglednemo, koliko je Božja beseda med sjav povezana, koliko nas vodi v enotnost. Tistimi, štiri so bili pred nami in nam sporoča tu, naj to davamo, tisti štiri pridajo za nami. To pravi Marko 16, 15. veršoš. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Dragi moji, evangelij je vesela novica, je veselo sporočilo odrešenja, je torej pravo sporočilo adventa. Tistih 72 Jezušovih sodelavcev je šlo isto tako v poslušnosti Jezušovim besedam, kako so to učinili 12. Na isti način so šli v poslušnosti tome, ko jim je Jezus naročil. Bili so poslani ta, koma je tu Jezus nameraval priti. Ta, koma je Jezus želel v poznejšem času priti. In tu ges in ti, kot Božja služabnika, sva poslaneva ta, koma je Jezus namenjene. Poslaneva sva ta, koma je Jezus namenjene, koma on želi iti, koma on želi priti. Poslaneva sva k ljudem, štiri nucajo njegov dotik. K ljudem, štiri nucajo njegovo bližino. In dragi moji, če se zavedamo ali ne, to nuca vsaki človek. To nuca vsaki človek. Sporočilo angela pasterom v tistoj noči, da je bil Jezus rojen, je bilo: ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Za vse je prišel Jezus. Bog ne poslal svojega sina samo za ništerne izbrance, za ništerne posebneže. Ne. Poslal je za vse ljudi, tudi za mene, tudi za tebe. Za vsakoga. Zakaj je Jezus prišel tok? Zakaj v tok preprostih razmeraj? Zakaj, leko bi pravili, tok v takšnem bednom stanje? Ena veroučiteljica je enako vprašala, pitala decu, ko mislijo, zakaj se je Jezus rodil v štolici in pa ne v kakšoj paloči.
Pitala jih je, ko se oni predstavljajo, zakaj se je Jezus rodil na takšen način in ne na malo boljši način. Znate, te so deca odgovarjale in ene so pravile tako, tam so bili v paločaj, tam so bili bogati ljudje. Tam so živeli bogati ljudje in tisti so ne želeli, kaj bi jih motili srmoške tujce. Drugi so pa pravili, pa te tujce, Marija pa Jožef, to so ne bili plemiškega roda in to so oni ne mogli živeti v paloče. Oni so bili srmake in za njih je štolica zadosta dobra bila. Ne so imeli dostopa do paloče in tako dole in tako naprej. Različne odgovore so od tej decej prihajale toj veroučiteljici. Eden od tej decej pa je pravo tako. Če bi se Jezus narodil v paloče, te pastirge v svoji blotni črevlji nikdar ne bi mogli priti do njega. Zdaj pa njov izgled. Nikoga ne moto. To, ko so leko prišli do Jezusa in, dragi moji, pri Jezusi v njegovoj prisotnosti, ti v tvojom stanju si ne moteče. Ne si moteče. Jezus te sprejema takšnega, kakšen si. Kako smo prešteli, oznanjamo vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Ne samo za ništene, pač pa za vse ljudstvo. Vsaki je pri njemi dobrodošel, kajti oznanjeno veliko veselje je za vsakoga, za čista vsakoga. Tistih 72 učencov je šlo in so izpolnili Jezusovo naročilo. In zdaj poglednemo način, kako so oni prišli nazaj k Jezusu. Jezus jih je poslal in je pričakoval, da pridejo tu nazaj. Znate, da Jezus mene in tebe pošilja, tu pričakuje, da prideva nazaj k njemu in njemu povejva tu svoje občutke, tu svoja doživetja, glede toga, ko smo na toj poti po štiri nas vode, ko smo doživela. In gledajte, kako so prišli oni nazaj. 72 so se obupane, žalostne. Ne, so se veseli vrnili. Aleluja, ali ne to zanimivo, ne to čudovito. Kakšna razlika z dnešno situacijo, da se zaposleni vračajo domov svojega delovnega mesta. Dosta njih se v dnešnem času ne vrača svojega delovnega mesta veseli. Dosta jih ide domov obtežene, razočarane, trudne, žalostne, prizadete. Dosta njih so ništene, štere pridejo domov tu vesele svojega delovnega mesta, radostne, kaj so nekaj dobrega opravili. Mnogo njih pa ne. Naj nam bo teh 72 zgled za naš odziv na izzive dnešnjega časa. Naš odziv na to, ko se dnes dogaja. Še bolje pa nam naj bo vzor v tom, ko Bog pričakuje od nas. Ko Bog pričakuje od mene, od tebe, od mojega, od tvojega življenja. Še eno pogledamo njovo reakcijo, da so prišli nazaj po opravljenoj nalogi. 72 so se veseli vrnili in govorili: Gospod, celo demone so nam pokorni v tvojem imenu. Ali ne to čudovito? Ne to vzrok za veselje? V Jezušovem imenu so doživeli čudovite velike stvari. Jezuši so se pohvalili.
Njime su se pohvalili, ko se je v njegovom imeni, ko se je vse v njegovom imeni dogajalo, ko vse so leko v njegovom imeni. V njegovom imeni. Nika so se oni najlastile. Nika so se oni najlastile. V njegovom življenju ne bilo nobenoga ponosa, nobenoga samopovzdigovanja v tvojem imenu. V tvojem imenu. Dragi moji, to dela razliko. Takšen stav je Boge po voli. Takšen stav Bog blagoslavlja. Takšen stav mojega in tvojega življenja Bog želi ponucati na vsakom koraku, komakoli bo šel. In Jezus je to razliko lepo razložil v Lukačevu 17. tale od 7. do 10. vrstice. Imamo eno Jezusovo primerjavo, tu to piše. Kdo izmed vas bo svojemu služabniku, ki orje ali pase, štere dela to, ko njem je gospodar zapovedal, kdo izmed vas bo k svojemu služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja. Pridi, brž in sedi za mizo. Što je gospodar? Je ali on? Mar mu ne bo rekel, pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler jem in pijem, na to boš ti jedel in pil. Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo ukazano? Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite, nekoristni služabniki smo, naredili smo, kar smo bili dolžni narediti. Tisti učenci so tako prišli nazaj k Jezusu. To je bil njihov stav. Vse, ko se nam Jezus ti povedal, se je izpolnilo, včinili smo to in še več kot to. V tvojem imenu smo imeli oblast celo nad duhovnimi silami. V tvojem imenu, po tvojem posegu, ne za voljo nas, ne zdaj si mnoge lastijo zasluge, to pa tisto pa drugo. V tvojem imenu. Dragi moji, ali ne to čudovito pričevanje, ali ne to vzrok za pravo veselje. To je bilo njihovo veselje, to jih je napolnjevalo z enim navdušenjem. Zavedali so se, ko prinaša poslušnost Jezusovim besedam, ko pomeni bogati to in včiniti to, ko Jezus pravi. 72 so se veseli vrnili. In bar gledajte, Jezus je njihovo veselje še nadgradil, k tome je še nekaj dodal. Bar pogledamo v Lukače 10. tale 19. veršoš. Jezus je svojim služabnikom s takšnim stavom poslušnosti in veselja v njeme še nekaj obečal. Bar pogledamo 19. veršoš, katerega smo že prešteli. In pravi to, glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone, ter na vsakršno sovražnikovo moč in nič vam ne bo škodovalo. Dragi moji, ja vam ne priporočam, da te stvari dobesedno prakticirate. Ker v naravi se rajši koči ognete, ne jo dražite. Na Primorskom, tam so škorpijone, tam poste, koma stopite, za volo toga, ka pik, škorpijon pikne, je to zelo, zelo boleče. Leko je celo tragično.
Posledice toga so lahko zelo, zelo hude. Koče in škorpione v tom primeru so izraze, štere predstavljajo te najnevarnejše sile duhovnega zla. Tu je to predstavljeno. Božje otroci, Božja deca, imamo moč nad duhovnimi silami. Zakaj? Ker nam je Kristus dal to avtoriteto. On nam je dal to moč in oblast. Glejte, dal sem vam oblast na vsakršno sovražnikovo moč. Imamo to moč, ko v njegovom imenu obladujemo vse te koče in škorpione. Ali Jezus tu njih, znači svoje učence, in tu nas opozarja na nekaj drugega. Pravilno je naša usmerjenost, naš fokus, naša glavna pozornost ne da usmerjena v to, ko mi se leko včinimo, pač pa pravi nekaj drugega, 20. veršoš. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Haleluja. Ker so vaša imena zapisana v nebesih. Dragi moji, dragi poslušalec, to je to, ko nam sporoča advent. To je to, ko nam je prinesel Božič. Veseli se zavolo toga, kaj je tvoje ime zapisano v nebesih. Veseli se toga. Boj radosten za to, kaj je tvoje ime zapisano v nebesih. V toj knjigi življenja. Veseli se te Božje garancije. Ja, to je Božja garancija. Toga Jezušovega zagotovila zavolo toga, ka on je to pripravo za vsakoga človeka. Pripravljeno je čisto za vsakoga človeka. Si že sprejel to njegovo ponudbo? Je to že tvoja garancija? Je Jezus živ? Je rojen v tvojom srcu? Živej tu noter. Živej skozi tebe v etom svete. Se vidi to v tvojom življenju. Luka 4. tale 10 do 11 štejmo. Ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik. Moj, tvoj odrešenik. Jezus Kristus. Tisti, šteri je bil od začetka in šteri nema konca. Ne vemo, kje je začetek, niti ne moremo znati, kako da večnost izgledala. Večnost je že zdaj. Mi smo v večnosti. Ali v večnost preživeta v njegovoj prisotnosti je rezervirana za tiste, štere so poslušne njegovoj besede. Tome, ko on pravi. Na trečjo adventno nedelo želim za vse nas, kaj je to veliko veselje, štero je prišlo iz nebes, stalno prisotno v vseh naših življenjih in naj nas vse pripela nazaj, ta odkec je prišel naš odrešenik, v Božjo prisotnost. Veselite se, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Aleluja. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebi za to garancijo, štero si ti pripravil za vsakoga človeka.
hvala je Tebe, kaj je v Tvojom Sine pripravljeno odrešenje za vsakoga. I hvala je Tebe, kad smo to odrešenje, leko mi, Tvoja deca, v veri sprejeli. Jezus, dragi, hvala je Tebe. Hvala je Tebe, kad sprejemaš vsakoga takšuga, kakši je. V njegovom stanju, v njegovom trpljenju, v njegovoj navoli, v njegovom betegi. In ti imaš rešenje za vsakoga človeka. I hvala je Tebe, kad leko imamo to sigurnost. Gospod Sveti, hvala je Tebe, kad ti glizoj deluješ v naše življenje i po duhi Tvojom gučiš v našu notranjost i nam kažeš to Bogšu pot. Kažeš nam to najveselje etoga sveta, poč pa to večno veselje. Kažeš nam to, ko je Tvoja vola za vsakoga človeka. Pomori nam, da Tvojo volo sprejemamo, kad živimo, kad delamo to, ko nam Ti naročaš. Ne za volo toga, ka moremo, poč pa za to, ka želimo. Blagoslove vsakoga, štere posluša Tvojo reč. Dotekni se vsakoga srca, posebno za tiste, štere so v potrebi, te prosim, Gospod dragi, kad njih daš Tvoj mir, kad posegneš v njove situacije i razrešiš Ti to, ko ništa drugi ne mre. Zato si Ti prišel. I hvala je Tebe, ka boš z nami tu naprej. Moj Oče, hvala je Tebe. Hvala je Tebe za veliko ljubezen, štero nam dnevno skažuješ. Pomori nam, kad smo Tvoje služabniki, kad delamo Tvojo volov, kad smo to, kog teh 12, teh 72, štere su šli in ispunili to, ko si njim Ti naročil. Pomori nam v tom in vodi nas naprej. Amen. Amen. Zvoke krasne pjesmi čujte, tiho noć odzvanjajo. Svetih angelov sočite, ki Boga proslavljajo. To je pesem o radosti, ki ljudi tolaži vse. Slava Bogu nebu vodi, med ljudem zveličanje. Mir ljudem in dobra volja, raj odpira se nam spet. Bog za grešnike pošilja, Sina svojega na svet. Se rodil je za vso zemljo, Betlehemu rešenik, nam obljubljen pred davnino, večni kralj in zveličan. Služimo mu radi vdano, dokler ne pokliče nas. Zvesto hodimo za njim, da uzremo slave kras. Ili bomo vsi svobodni, pesem bomo njemu le. Slava Bogu v nebu vodi, radost in zveličanje. Ili bomo vsi svobodni,